Naslednji govorec, predavatelj je Igor Gardelin, ki nam bo predstavil temo Vse poti za fronto, avstro-ogrsko vojaško-transportno omrežje za oskrbovanje Soškega bojišča 1915-1917. Igor Gardelin je magister zgodovine, študiral na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, izpopolnjeval se je še na univerzah v Nemčiji, Poljskem in Italiji, strokovno že več let sodeluje s Parkom vojaške zgodovine in je tudi soavtor razstave v boju v zaledju strelskih jarkov. Strokovni sodelavec je bil na razstavi o ruskih vojnih ujetnikih, tako da velik poznavalec tudi arhivskega gradiva in vsekakor nam bo predstavil zanimivo temo. Prosim. Najlepša hvala. Spoštovani, jaz bom predstavil nasplošno vse poti za Soško fronto, ki so sicer vodile na fronto in so bile namenjene za oskrbovanju avstro-ogrske armade med leti 15 in 17, kot je trajalo tam bojišče. No, da začnemo. Najprej se začne z organizacijo. Sicer že na začetku vojne je Avstro-Ogrska ustanovila urad šefa za vojaške železniške zadeve, ki je skrbel za povezave na železniškem omrežju v državi, kajti to je bilo na vse zadnje glavna oskrbovalna žila za vse armade na frontah, tako na vzhodu, jugu, kasneje tudi jugo-zahodu. In ker je bilo treba pač poenotiti te zadeve glede upravljanja in logistike. No, železnice v Avstro-Ogrski so bile privatne in državne in te njihove kapacitete je bilo treba tudi porabiti za vojaške namene. Iz tega namena je bilo ustanovljeno tudi centralno transportno vodstvo oziroma Zentraltransportleitung, ki je nekako na makronivoju skrbelo za vso to kapacitete železnic, v katerih so združevali tako civilno kot vojaško osebje. Imeli so pristojnost, da so lahko omejili civilni promet, po potrebi ga pa celo prekinili, ustavili, zato so imeli tudi vojaške vozne rede, ki so veljali tekom vojne. No, za slovensko ozemlje je pomembno, da je bilo ustanovljeno vojaško-transportno vodstvo številka 9, ki je imelo svoj sedež v Ljubljani in je pokrivalo v glavnem celotno današnje slovensko ozemlje, plus Istra, plus še nekatere proge pomembne proti Hrvaški. Naslednje transportno vodstvo številka 8 je bilo na primer v Beljaku in je bilo zadolženo za področje 10. armade in Koroško bojišče, v glavnem to pa za 5. armado. No, ko smo že pri 5. armadi, ob začetku vojne, ko se je ustanovila fronta, so razdelili bojišče na več odsekov. Se pravi, prvi odsek je bil 5. armade, bil tam okoli Tolminskega, prihajala ta bohinjska proga dol. Drugi A je bil za oskrbovanje Trnovske planote, Banjške planote, drugi B za Vipavske doline, se pravi 3A in 3B pa za Kraške planote. To je ostalo večinoma do konca vojne. No, čisto zgornji del, tukaj se pravi zgornjega Posočja, območja Kranjske gore pa Kanalske doline, je spadal pod pristojnost 10. armade in tam je bil pa drugi, spadal pa pod 4. odsek znotraj tega območja. No, da gremo naprej. Se pravi, Avstro-Ogrska vojska, ki je morala vse svoj material, se pravi, ogromno količino vojakov, potem streliva, orožja, sanitetnega materijala, gradbenega materijala, hrane. Vse to je bilo treba pripeljati čim bliže strelskih jarkov na fronto.
Seveda, kako je to storila? Najprej, kot sem povedal, s pomočjo južne železnice, to bo glavno oskrbovalna žila, največje kapacitete so šle po njej. Kako pa potem naprej, ko pač manjka tistih, 50 ali pa več kilometrov do frontne črte na različnem terenu, ponekod je zelo hribovito, gorato, ponekod manj. So imeli pa druge rešitve, kot bomo videli naprej, so začeli z gradnjo vojaških železnic, žičnic na višinske položaje, kot tudi so izpopolnjevali takratne ceste, ki so bile narejene predvsem za takratne potrebe z vozovi in kasneje so jih pa razširili za vojaške kapacitete. No, tukaj lahko vidimo omrežje in skladišča na področju 5. armade. To je na področju 10. armade. Začnemo v železnice. Glavna žila so bile navadne železnice, te so imele širino tirov 1435 mm. Reče se tudi normalno tirne, so v glavnem te, ko se po njih peljemo lahko vsak dan. Edino v Rusiji imajo tir nekoliko širši, pa mislim tudi v Španiji. Kompozicije na njih so imele takrat te vlakovne 170 oziroma 50 osi, se pravi na en vagon imel dve osi. Na eno os je bila obremenitev 5 ton. Vlak s 100 osmi je na primer imel 49 vagonov in je lahko prepeljal 500 ton, oziroma en vagon 36 mož oziroma 6 konjev ali pa 2 topova oziroma vozova. Tudi železnice niso zadoščale vsem vojaškim potrebam, zato so kmalu po začetku vojne z Italije bili primorani razširiti vojaške kapacitete. Tukaj imamo nekaj dokumentov iz Avstrijskega državnega arhiva, ki nam pričajo o gradnjah. Ta prvi je na progah južne železnice, se mogoče slabše vidi, ampak tukaj piše Sankt Peter, to je Pivka. Tukaj so potekale gradnje leta 15. To so pa te državne železnice, je pa zgorej proga Trbiš-Ljubljana in tukaj pa Ljubljana-Novo mesto oziroma Jesenica-Trst. Tukaj, če bi se kaj dosti ustavil, glavnem, tukaj so razširili kapacitete do konca leta 1916, še dodatne tire. Zanimivo, najbolj izstopa tukaj Tezno pri Mariboru, kar za 14 km oziroma Ljubljana-Zalog. Tukaj je lepa slika pivške postaje. Slednja ta korenska proga, ki je šla tudi proti Kanalski dolini oziroma se potem bohinjska proga šla dol proti Gorici, je bila proga Ljubljana, Kranjska Gora, Trbiš. Tukaj lahko vidite eno shemo postaje v Kranjski Gori. Tukaj, če boste videli, piše Fassungsstelle in tukaj Drahtseilbahn, kar pomeni, da so imeli, je videti povezava, ko je šla od železnice na skladišče in skladišča direkt na žičnico, ki je šla čez Vršič. Tukaj podobno sem dal shemo postaje Dutovlje-Skopje, ker tukaj je bil priključek na vojaško železnico, ki je peljala v smeri proti Komnu. Tukaj se vidi, gre ta priključek. Tukaj je pa postaja za te obolele, piše Krankenhaus-Schupstelle. Naslednja je proga, ki gre proti Ajdovščini. Tukaj, spet sem dal tukaj, ker je pač se navezuje žičnica, ki gre gor na Trnovsko planoto spet. Tako da se lahko vidi, kako so se te vojaške železnice, normalno tirne in žičnice, so se med seboj dopolnjevale. V primeru, da je ena odpovedala, je lahko druga prevzela nase breme. Naprimer, če je snežilo ali če italijanska vojska obstreljevala, so lahko to kombinirali, kot je takrat se dalo. Naslednje. Potem tukaj imamo graf, ki prikazuje pretovorjeno količino oziroma vagonov v času 3. in 4. soške bitke.
z modrim je označeno strelivo, tukaj čez spodaj, z rdečim so vojaške enote, takole, in zeleno je pa oskrba za vojsko. Tako, tukaj se ne vidi, ampak čist prestrani je nekdo napisal, koliko je to v tonah. No, to bodo železničari mogoče mi znali bolj obrazložiti, no, to je pa shema, koliko je bila obremenjena proga med Mariborom preko Ljubljane do Trsta, se pravi južna železnica, maja 17. Se pravi. Slednja, no, tem, ko normalno tirne železnice niso pač dosegle fronte in so zgradili vojaške železnice, so bile pač sledeče. Teh je bil ta tir širine 60 do 70 cm, pravzaprav 70, 60 je imela tukaj pivška. Bile so ali na konjski pogon, lahko tudi en taki voski na motorni pogon, tukaj imamo kraško na bencinsko-električni pogon in bohinjska proga bila pa zanimivost, ker od začetka bila na konjski pogon, potem proti koncu vojne, bohinjska vojaška železnica pravzaprav, proti koncu vojne so jo pa elektrificirali in je da bila še v uporabi še nekaj let po koncu vojne, da je prevažala turiste do Bohinjskega jezera. No ja, tukaj sem naštel nekaj teh vojaških železnic, prog, če ima ravno v glavnem to Kraška, Dutovlje, Kostanjevica, zgrajena leta 15, pretovor 400 do 600 ton na dan, Bohinjska, oktober, december 15, zmogljivost 700 ton na dan, Šempeter na Krasu, Javorniki, okoli 100 kubičnih metrov lesa na dan, Dolnji Logatec, Črni Vrh, Zadlog, Poncala, ta bila zgrajena potem, ko je bilo treba oskrbovati enote, ki so po padcu Gorice branile to Banjško planoto, imela zmogljivost 400 ton na dan, Kreplje, Krajna vas, Gorjansko 500 ton, Kreplje, Britov pri Poverju 400 do 600 ton, potem je pa še Škofja Loka, Hotavlje in, tukaj se ne vidi, je Godovič, Podroteja in Dolenja Trebuša, te dve so bile pa zgrajene za časa priprav na 12. soško bitko in so oziroma ne bi služile v tem namenu. Potem naprej, tam, ker železnice niso mogle peljati zaradi konfiguracije terena, je bila pač logično odločitev, da so se posluževali žičnic, zgradnjo žičnic. Na daljših je bila tale, Kranjska Gora, Vršič, Soča, je bila okoli 30 km, če se ne motim, zgrajena leta 15, zmogljivost 100 ton na dan. Potem Bohinj, Bogatin oziroma Krnsko pogorje, to je bilo dejansko podaljšek tiste bohinjske vojaške železnice, ki je oskrbovala vojaške enote v Pogorju, zmogljivost okoli 80 ton na dan. Ajdovščina, Predmeja, Lokve, Čepovan na planoto gor, zgrajena do decembra 15, zmogljivost 75 ton na dan. Prvačina, Okroglica, Ajševica, Ravnica, 75 ton na dan, Grahovo, Bači, Dolenja Trebuš, Čepovan 150 ton na dan, Zadlog, Predmeja 150 ton, Črni Vrh, Cov 300 ton na dan. No, tukaj ena schema so transportnega omrežja, so skupaj vrisane in normalno tirne železnice, žičnice tukaj in železnice, tukaj Pivška, april 17. Tukaj, mogoče vidite, tu z rumeno označeno so, pa to roza. To so enote železničarske oziroma vojnih ujetnikov, ki so takrat gradile te objekte. V glavnem, vsi ti objekti so bili zgrajeni s pomočjo v glavnem ruskih, nekaj je bilo tudi romunskih in srbskih vojnih ujetnikov, gradile so pa te železniške čete. Četih teh vojnih ujetnikov je bilo okoli, tam, zdaj odvisno tudi, ampak recimo 200-250 imaš.
No, tukaj na področju 10. armade podobna schema. Potem, zdaj smo pri cestah. Ceste, ki so bile zgrajene in omrežje pred vojno, pač ni zadoščalo za vse te vojaške potrebe, to je bila strašna obremenitev. Poleg tega je bilo tam narejeno za navadne te vozove. Zdaj, ker naenkrat je bilo pa treba peljati potem tudi vojaške topove, kasneje tudi tovornjake. No, in zdaj malo se orišete podatke, do konca leta 15 je bilo zgrajeno na novo za 160 km cest, 52 km kolovozov, 164 km poti za male vozove, 95 km mulatir. Do konca leta 16 pa za 60 dodatno, za 60 km novih cest, 100 km že obstoječih cest je bilo razširjenih. Cestno omrežje v neposrednem zaledju ne bi znašalo okoli 700 km. Dnevno po teh najbolj obremenjenih cestah na frontu ne bi šlo okoli 2000 vozov, 200 tovornjakov, ker sem že povedal, da je velika obraba cestišč, zato je bilo potrebno tudi stalno popravljanje tega. So lahko preskočili tudi domačini na pomoč. In en zanimiv podatek je, da je bilo v celotnem letu 16 za prenovo porabljeno za 150 000 kubičnih metrov gramoza. Potem, poleg vozov, ki jih je rabila avstrijska vojska, so bili na voljo tudi tovornjaki, najprej, da se ustavimo pri vozovih. Ena divizija je imela za svojo oskrbo okoli 6 terenskih vodov. En terenski vod je vključeval okoli približno 80 vozov, za potrebe kakšnih gorskih enot je bilo mogoče kaj več tega. Obremenitev na en voz med 500 in 600 kg, terenski vod skupaj lahko prepeljal tako recimo 40-48 ton. Zdaj število konjev, ki jih je imela 5. armada, septembra 15 je bilo recimo okoli 120 000, septembra 17 134 000. Zdaj, ti konji so bili podvrženi raznim boleznim, v letu 17 tudi lakoti. Iz tega razloga, ker je začelo tudi njihovo število pojemati, močni niso bili več toliko, so potem začeli to počasi nadomeščati to živalsko tehniko s tovornjaki. No, ti so bili približno, imeli zmogljivost od 2 do 5 ton, razdaljo, ki so dnevno lahko naredili, ne bi bila pri polni obremenitvi okoli 120 km. Vojaški konvoji so imeli po 20 tovornjakov, sanitetni po 10. Prevozili so lahko med 40 in 100 tonami, zdaj odvisno, ali so bili to težki konvoji ali lažji konvoji. Zanimivo je tudi podatek, da je imela 5. armada leta septembra 15 5 vojaških konvojev in 3 sanitetne. Septembra 17, pravi armadna skupina Borovič, pa kar 67 vojaških in 21 sanitetnih. Zdaj, znamke, ki se pa pojavljajo tako na slovenskem, ki so bili teh tovornjakov, pa so Benz, Büsing, Austro Fiat, Grafenstift, Laurin & Clement, MAG, Nesseldorfer, Praga, Puch, Raba, Saurer in VAF. No, tukaj je nekaj teh še slik, tukaj imamo to terenski vod, ki gre v okolice Gorice. Tukaj pa ena zanimiva slika, to mislim, da je glavni trg v Ajdovščini in se uporablja kot parkirišče za vojaške možnare, topove, ki jih vlečejo s tovornjaki in druga tovorna vozila. Gremo naprej, samo slabše vidim. Tukaj pa karta z leta 1917, aprila, je pa označeno z rdečo barvo, katere ceste so vse primerne za težke topove oziroma tovornjake. In kot lahko vidimo, tam svetlo barvo, tukaj še vmes je še nekaj malo označeno, tisti so pa še tiste, ki so preostale za navadne vojaške vozove, ker je tukaj vidno, da so precej teh cest mogli predelati za
te vojaške potrebe težkih tovornjakov. No, poleg tega transport ni šel samo na fronto, je šel transport tudi od fronte v zaledje. To je na primer sanitetni transport. Tako tukaj se lahko vidi, da je šlo v glavnem iz fronte na te glavne oskrbovalne linije. Da ne omenjam prej triažnih postaj, ki so jih imeli, in potem in drugih sanitetnih, in potem v notranjosti. To je ta je za 5 tornado, ta je za 10, potem na Koroško. In no, tukaj lahko vidimo v Ajdovščini en tak primer sanitetnega transporta. No, podobno je šlo tudi, kar se tiče vojnih ujetnikov, so šli v taborišča. Potem enako pa tudi za vojni plen, pa na primer druge zadeve, ki so odvažali tudi v notranjost. No. Tukaj so še vire slik in to je zaenkrat z moje strani vse. Če imate še kakšno vprašanje, sem vam na razpolago. Prosim. Za gradnjo cest obstajajo kakšni arhivski dokumenti v smislu natančnih načrtov, skice za razne mostove, odseke cest, mislim. A so to natančno delali, ali bo to bolj približno trasa načrtana, pa da so naredili? Zdaj, jaz bi rekel, da to obstaja, ampak jaz, ko sem to študiral, sem v glavnem gledal podatke za materialno stanje armade, se pravi 5. oziroma 10. Tam so pa v glavnem navedene tako čisto na kratko, dela se ta cesta od tam do tam, kdo dela, katere enote, tako da kakšnih načrtov žal ne. Še kakšno vprašanje? Zanimivo je to, da so ta železnice delali izjemno hitro, ne glede na to, da so to delali ujetniki. Ne? Ja. Če poveste samo, kako hitro so napravili železnico od Dutovega do Kostanjevca. No, se malo pisati tam, kje je bilo. V bistvu je to bil en dober mesec dela. Postavili so... No, recimo. Ja, zelo hitro, no, če pogledate tukaj, se pravi julij, oktober 15, oktober, december 15, april, maj in skupna dolžina smo računali, da znaša koliko tam nekje okoli 210-220 kilometrov vseh železnic. Ja. Se pravi, kaj smo, da nekje od Kopra do Zinadnega mostu ali tako približno. Ker to je šlo po različnem terenu, ene so bile po ravnemu, kar ob cestah, ene so šle, je bilo treba se bolj narediti še druge pomožne objekte. No. Ja, takrat je bila pač ta sila, če pač material in oprema ne pride do enot, potem je lahko to hitro konča. Zdaj je tako, če vojska nima streliva, s čim se ne potem to boje? Ja. Ali pa hrane, na primer, če zmanjka. Bilo treba čim prej pripeljati in se je mudilo in se zdaj ne glede na ceno to.